Tako mora izgledati pravi Mercedes. Pika. Mercedes mora imeti masko, ki jo prepoznaš že oddaleč, in masko, ki jo prepoznajo že majhni otroci. Na Mercedesa s takšno masko ne moreš in ne smeš natakniti nobene druge značke. To mi je v zadnjem intervjuju, ko je bil še šef Mercedesovega oblikovanja, dejal Gordon Wagener. In zdi se, da je Wagener odšel na vrhuncu. Skupaj z našim oblikovalskim asom Robertom Lešnikom sta oblikovala avto, za katerega praktično vsak mimoidoči takoj reče, da je naravnost čudovit. No, tokrat o dizajnu ne bomo na dolgo in široko debatirali, ker smo to že storili ob uradni predstavitvi tega avtomobila, tudi v družbi Gordona Wagenerja. In povezavo do tega prispevka vam zdaj ponujam v kotu videa. Še preden pa se lotimo tehničnih podrobnosti, pa kratek opomnik oziroma vabilo, naročite se na naš YouTube kanal, da boste na tekočem z vsemi testi avtomobilskih novosti. Z vidika tehnike je GLC leta 2026 eden najbolj naprednih električnih avtomobilov na svetu. In na ta način je to odličen odgovor evropske avtomobilske industrije na neizprosno ameriško, predvsem pa kitajsko konkurenco. In da bi to razumeli, vam moram povedati nekaj številk. Te številke pa so 800, 522, 94, 360, 800 in 330. To seveda niso številke za loterijo, ampak številke, ki dobro govorijo o tem, komu je pravzaprav namenjen GLC. No, komu pa je namenjen? Naprimer, poslovnežem, tistim, ki bodo za volanom preživeli kar nekaj ur dnevno, ker se v tem avtomobilu res udobno potuje. In pri avtocestnih hitrostih sem v kabino ne pride skoraj nič tistega nadležnega hrupa. To pa pomeni, da med kakšnimi telefonskimi klici ne boste rabili pretirano zviševati glasnosti ali pa zviševati glasnosti takrat, ko se boste pogovarjali s svojim AI prijateljem. Z Googlovo pomočjo bo to šlo že v slovenščini, no Mercedes pa še vedno govori samo angleško. Hey Mercedes. How may I help you? Povej mi kaj o kočevju. I'm sorry, I cannot operate this function via voice control. Zaenkrat še ne. Ergonomija pa se je medtem zasukala nazaj k logiki. Položaj za volanom je dovolj visok, da dobro vidimo iz avtomobila, obenem pa ne preveč, da še vedno avto dobro čutimo v ovinkih. No, na volanskem obroču pa imamo zdaj povratnike oziroma povratnika, to pa sta fizična gumba za nastavljanje asistenčnih sistemov in glasnosti. Vrnitev teh dveh povratnikov seveda pozdravljamo in želimo si samo še to, da bi Mercedes fizične gumbe dodal tudi na spodnjo tole volansko prečko, ker tukaj so še vedno tipke na dotik, ki pa še vedno ne delujejo najboljše. Predvsem zato, ker asistenčni sistemi v tem avtomobilu odlično delujejo. To pa dosežejo svojo odločnostjo in nevsiljivostjo, takrat, ko se to od njih pričakuje. Torej, z voznikom dobro sodelujejo, ne pa da mu, naprimer, trgajo volan iz rok med vožnjo, takrat, ko želimo mi na vožnjo vplivati, kot to, naprimer, počnejo kakšni ameriški in kitajski avtomobili. Torej, spisek dodatne opreme pri GLC-ju je zares dolg. Še bolj pomembno pa je to, da se vam ta dodatna oprema za vložene evre dejansko tudi oddolži s svojim dobrim delovanjem in kakovostjo. Kar se tiče dodatne opreme, jaz še najmanj smisla, kot ponavadi vidim v tem dodatnem sovoznikovem ekranu, kjer so moji sovozniki ob testu tega avtomobila večinoma igrali samo te jezne ptiče. Seveda pa je GLC tudi družinski avto in tudi vožnja tukaj zadaj na zadnji klopi je zelo prijetna in udobna. Poglejte, koliko imam jaz ob svoji vozniški poziciji še prostora za glavo in za kolena. Največja atrakcija tukaj zadaj, da bo vožnja prijetna, pa je ta velika panoramska steklena streha z zvezdicami. Zanimivo je, da so se pred kratkim predstavniki ene izmed kitajskih znamk na glas hvalili, kako ima njihov avto pa rekordnih 125 litrov prostornine v prednjem prtljažniku. No, GLC tukaj ponuja 128 litrov. Tukaj sta celo dve pritrdišči za tisti ameriški pregradi, ki preprečujeta, da bi se kakšen izmed Američanov sem noter ulegel in se notri zaprl. No, sicer jaz ne vidim kakšne
posebne možnosti, da bi se to zgodilo. No, me pa ta dimenzija po svoje ne preseneča, ker ima GLC zelo dolg pokrov motorja oziroma ima kar bencinske proporce. Je pa zanimivo, da so na to številko pri Mercedesu obenem kar pozabili. No, niso pa pozabili na številko, ko govorimo o prostornini zadnjega prtljažnika. Ta zadnji prtljažnik pa ima prostornino 570 litrov. Tukaj imamo tudi tipko, s katero lahko spustimo zadnji del avtomobila po zaslugi zračnega podvozja in tako dobimo nižji nakladalni rob. No, na vrh pa imamo še eno tipko, z njo izvlečemo to vlečno kljuko. Na vlečno kljuko pa lahko obesimo oziroma pripnemo kar za 2400 kg težak priklopnik. GLC z oznako 400 je objektivno gledano zelo zmogljiv električni avto. Njegova dva elektromotorja, po enega ima na vsaki osi, skupaj zagotavljata 360 kW moči, kar pomeni, da lahko ta več kot pol-tretjo tono težak avto do stotice poženemo v le dobrih 4 sekundah. Ampak še bolj kot surovi pospeški pa je pri tem pomembna programska ukrojenost tega električnega štirikolesnega pogona. Namreč številni električni avtomobili imajo kar težave, da svojo eksplozivnost in to veliko moč primerno spravijo tudi na asfalt. In kako to izgleda v praksi? Včasih se pri odločnem pospeševanju v prazno zavrtita prednji kolesi, včasih zadnji kolesi ali pa kakšno posamezno kolo. No, občasno pa elektronika tudi popolnoma blokira ta naš poskus pospeševanja. No, lahko mi verjamete na besedo, da tega pri Mercedesu praktično ni. In tako vozne lastnosti ostajajo eden najmočnejših adutov avtomobilskega proizvajalca iz Stuttgarta, pa tudi drugih evropskih avtomobilskih proizvajalcev. Na splošno pa je GLC zelo vozniško gospodski, zelo udoben je. Lahko bi mu rekli pravi električni potovalnik oziroma celo najboljši Mercedesov električni potovalnik, no, če ne bi prej že preizkusili modela CLA, ki pa je še bolj aerodinamično gladek. No, in z modelom CLA lahko za malo malico presegamo tudi 500 km z enim polnjenjem pri avtocestnih hitrostih. Kako pa se pri porabi energije odreže GLC? Fizika pri tem avtomobilu seveda izstavi svoj račun. GLC je namreč večji, višji in težji od modela CLA in tako smo na našem testu večinoma vozili s povprečno porabo okoli 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kakršen je bil rezultat tudi našega normnega kroga pri mešanem ciklu pri 14 stopinjah Celzija. To pomeni, da bo NMC baterija z neto kapaciteto 94 kWh zadoščala za točno 522 km vožnje z enim polnjenjem. No, pri tem pa moram dodati, da bi lahko z bolj namensko varčno vožnjo ali pa manjšim deležem avtoceste dosegli in presegli tudi številko 600. Po drugi strani pa vas verjetno zanima tudi podatek, kako bi se ta avto obnesel po zimi, pri nizkih temperaturah na avtocesti, no takrat pa bi, predvidevam, verjetno z enim polnjenjem naredili okoli 350, morda največ 400 km. Na avtocesti bo seveda ta avto še kako domač in še bolj domač bo zaradi dveh prestav, namreč pogon GLC-ja nekje med 70 in 110 km prestavi iz prve v drugo prestavo in na ta način še poveča učinkovitost pogona oziroma doseže končno hitrost kar 210 km/h. To je danes v svetu električnih vozil zelo redka, ampak v tem primeru zelo učinkovita rešitev. Ko pa se baterija izprazni, pa jo lahko ponovno napolnite na hitri polnilnici z največjo močjo kar 330 kW. In tudi sam sem uspel na slovenskih nestabilnih polnilnicah polniti s povprečjo močjo nekje blizu 200 kW, kar priča o dobrem toplotnem menedžmentu tega pogonskega sistema. Torej, med polnjenjem ne boste več pili kave, ne boste več pili espresa, mogoče bo ostal čas še za kakšno tisto kavo to go. Pa še takrat, ko sem si jo privoščil, se je baterija napolnila kar za 200 km. GLC je torej močan odgovor Mercedesa v vroči avtomobilski tekmi za električno prevlado. In tega se ni lotil zadržano, pač pa je vse, kar zna, pokazal že v svojem dimenzijskem bestsellerju. Ampak če se za konec vrnem še enkrat k dizajnu,
Gordona Wagenerja je na čelu oblikovanja pri Mercedesu zamenjal nekdanji vodja dizajna pri oddelku AMG. Torej, kaj se nam pri tej znamki obeta v prihodnje, očitno nam dolgčas ne bo. Zdaj pa vas vabim, da spoznate še enega Mercedesovega dolgoprogaša. Naj bo vaš naslednji klik novi CLA. Zapeljimo se na tistih obljubljenih 500 km.